Mislim, tako, ko gledam, ne, zdaj ta vlak, veš me spominja na te filme Indiana Jones, ne, še te stari vlaki v bistvu. Ja, se je nekaj takega, ja. Tako se mi prav zdi taka super lokacija za snemanje kakšnega filma tazga. Mislim, tako, veš, pridemo zdaj v kjerokoli mesto, vse je tako zmoderniziran, ne, in potem, ko se odpraviš v kakšno takšno, bom rekla, mestece, ne, ker je vse še tako zeleno in vse tako še staro, je čist drug občutek, ni, mislim, taka ena posebna energija, se mi zdi. Točno to, kar zdaj praviš, je ena od glavnih tegob globalizacije in modernizacije in tako dalje. Namreč še celo Indija, ko sem bil prvič tam, sem rekel, no ta se pa res ne more spremeniti naslednjih 50 let, pa nažalost se tudi Indija zelo hitro razvija in upam, da se bo čim bolj počasi razvijala, ampak nažalost nimam nobenega vpliva na to. Tole je res še kolikor toliko nedotaknjeno in tudi na drugih koncih po Indiji se še najde kakšen nedotaknjen konec, ampak to je samo relativno nedotaknjen in nažalost pač civilizacija prihaja povsod, zahodna kultura tudi, s svojimi mobilnimi telefoni, McDonald'si in vsem, kar še zraven spada, kaj pač hočeš. Pri tem vlaku je pa zanimivo to, da ga, sicer je tako, to je vlak za take, ki so ljubitelji pa ki imajo dovolj časa. Prvič, ko sem bil tam, že pred davnimi leti, v študentskih časih, ravno takrat, ko sem prej rekel, da smo prišli tja z Indijo, z kombijem, sva potovala z enim od teh mojih sopotnikov z vlakom. In sva štartala ob 5 zjutraj, prišla sva pa tja ob kakšnih 7 zvečer. Pa vsega skupaj samo kakšnih 200 ali 300 metrov zračne razlike. Če greš pa z džipom, prideš po nekaj urah, ne? Tako da, če greš na vlak, vedi, da boš stal dolgo časa, vsake pol ure boš menjal kompleten premog, kar je dolgotrajna zadeva, to gre vse z lopatami. Piskalo bo ves čas, kot da če ne maraš močnih zvokov, tudi ni zate, ker piska pa kot utrgan ves čas. Ampak je pa tak doživetje. No, zdaj, drugič, ko sem bil tam, sem pa zamudil tisti zjutrajni vlak, ker je pač tisti naš vlak iz Kalkute zamujal. Pa sva potem z enim, pač s tem mojim sopotnikom šla z džipom, kaj vem, recimo kakšno uro daleč, no, in že ujela ta vlak, ne. Namreč, ko smo prišli v Indijo, je bilo tako, ne, da smo, do tja smo šli pa skupaj v kombiju, potem smo pa imeli toliko različnih želja, pa tudi malo smo bili že siti drugega, po pravici povedano, da smo rekli, da gremo zdaj za pol meseca, vsak po svoje, potem se pa spet dobimo. In smo potem po 2 in 2 se razdelili in pač po 2 in 2 potovali sem ter tja po Indiji. Potem se pa spet srečali, srečni, zadovoljni in še bolj zadovoljno šli potem nazaj proti domu. Zdaj pa tako, kdaj iti v Indijo? Praktično kadarkoli. Nobena sezona ni taka, da se ne bi dalo iti. Ne, kaj pa kaj v temperature pa tako? Temperature so tako različne od severa do juga, da boš vedno našel en del, kjer je pač temperatura primerna. Najslabši čas, da greš recimo aprila, ne, kar velja za veliko večino Indije, ker takrat je tisto predmonsunsko obdobje, ko še ni vsakodnevnega dežja in zaradi tega je strašno soparno in na različne načine neprijetno. Ampak takrat greš lahko kam na sever. Na primer v Kašmir ali pa proti Nepalu ali pa recimo v Darjeeling. Če bi rekel idealen čas, bi si izbral verjetno oktober ali pa od septembra do zgodnjega novembra. Takrat je pa vreme najlepše. Če zdaj pogledaš okrog, tukaj pač tole, kar kamera kaže, je predvsem megleno, ne? In to ves dan, ker so pač taka nizka oblačnost ali pa visoka megla ali karkoli že. Kaj pa je tole? Tole so pa tibetanske, oziroma v tem primeru pač indijske, čeprav vidiš, da so tele ljudje predvsej taki tibetanski, molilne zastave. Namreč sploh budisti so precej avtomatizirali svojo vero, kar je meni precej zabavno. Namreč treba je ves čas moliti, ne, in Bogu je všeč, če moliš, in bolj ko moliš, bolj boš imel srečo in karma se te bo izboljšala in tako dalje. Zdaj pa treba je pa imeti čas, da moliš, ne. Če boš 24 ur molil, potem pač ne boš mogel nič drugega storiti in je treba kaj bolj praktičnega si izmisliti, ne. No, recimo, da imaš pač tisti molek, tako kot je pri nas paternoster, pa potem moliš, ne, vsakič sproti, pa potem pomigaš tiste jagode, to traja, ne. Lahko pa to isto molitev napišeš, naprimer na tale boben, ki ga pravkar vidiš, pa zavrtiš ta boben in se šteje enako, kot da bi enkrat izmolil tisto molitev. Zdaj pa, če napišeš eno po drugo 10 takih molitev, je to 10-krat več potem. Skratka, avtomatiziraš celo zadevo in pospešiš. Vsakeč tale zvonček pozvoni, kar še malo bolj
pritegne božjo pozornost, tako da vsakeč, ko obrneš tole kolut, si že kar precej namolil. Ne? To pa je hecen. To pa je hecen. Potem bo še take mehne molilne mlinčke v roki, ne ko takole šteješ v vrtijo. bistvu kot molitev, če potem ti sem nekaj pritisneš, pa se vrti, ne? Ja, pa se šteje. Očitno pri njih se Pri njih šteje se, in ne, ja. njihov Meni je pa to Bog hecno. to priznava. Očitno. No, zdaj pa spet pa lahko to isto od molitev napišeš na zastavo. Ja? Ta zastava je lahko mehna, lahko je pa taka precej velika zadeva kot tole. Tukaj pa vidiš, da je polno svetih besed napisano od gor do dol. Čakaj, to so dejansko gor pisali. To so, zdaj že kar tiskajo v zadnje čase, kar je še vedno uporabno. No. To je pa ogromen molitev. Ogromno molitev. No in zdaj vsakeč, ko veter zapiha, zaplapolata zastava, pa se potem 100-krat izmoli tiste molitev, kar je potem še toliko bolj Dobro, so oni zveličavno. to naštudirali, da jim ni treba moliti tako, ne? Dejansko, v bistvu. Ja, bral sem eno znanstveno fantastiko pred leti, da ima Bog, da je pa ne vem, mislim, da je 10 na kakšno 50 potenco ali nekaj takega imen. No in če to daš vse skupaj v računalnik, pa če ti računalnik začne tiskati ta imena, je potem spet enako zaslužno, kot če bi ti to peš pisal. No in na koncu tiste zgodbe so se potem zvezde začele ugašati, kar pomeni, da je bil cilj dosežen in je cela zemlja prišla v nirvano. Ampak to je pač znanstvena fantastika. Oni pa dejansko to verjamejo, no, in si pač vzamejo čas. Ne? Tisto, kar so naši prapradedi začeli, mi nadaljujemo in naši potomci še vedno nadaljujejo, ampak nazadnje bo pa cela to kolo zgodovine se ustavilo in bomo vsi prišli v tisto neizmerno blaženost. A ti povem, kakšna je definicija nirvane? Povej. Ena od možnih definicij. In sicer, no, cela zgodba je malo daljša, ampak nima več časa. Nirvana je stanje, ki ni niti biti, niti ne biti, niti biti in ne biti, niti biti, niti ne biti. No, zdaj pa ponovi, če se upaš. Ne morem. Če malo poenostavim, Verjem, da lahko bi začela, ampak potem ne bi končala. Če malo poenostavim, so 4 možna stanja. Eno je, da si, drugo, da te ni. Ja. Tretje je, da si oboje, se pravi, da si in nisi. Četrto je pa, da ni na eno, na drugo. Se pravi, niti si, niti nisi. Niti si, niti Nirvana je pa nisi. stanje, ki ni nič od vsega tega. Se pravi, niti biti, Torej, v niti bistvu ne sploh biti. in ni. O, ja, Ker je. nisi pa si. Ali pa si, ali pa nisi. Vsi smo na poti v nirvano. Torej smo nekje vmes. Ja, pa vse odvisno od naše karme spet, če živiš tako, kot je vesolju všeč, potem boš hitro Pa nirvana ni to neko stanje blaženosti v bistvu. Ja, Pa ampak... če rečemo, da je to tako pri meditaciji, da si v bistvu v nekem brezčasnem prostoru, ni časa, ni mesta, ni ničesar. Ja, ampak je predvsem neprijetna zadeva to, da se tega ne da opisati. Ja. Tako kot recimo nekdo, ki je od rojstva slep, mu lahko opisuješ, kakšna je svetloba, pa kakšne so barve, pa nikoli ne bo razumel. Ja. Tako tudi nekomu, ki ni bil v nirvani, lahko brezkončno Pa opisuješ, tudi kaj je tisti, ki je bil, ne nirvana. more povedati, kako Pa je. vsi kimamo, pa nekaj razumemo, ampak narobe razumemo. Ja, točno tako. Janin, malo smo zafilozofirali, ampak mi je bilo vseeno lepo. Hvala ti, ker si bil z mano, ker si bil moj Hvala tudi sogovornik. tebi. Indija je bila lepa, moram reči, saj tisti, ki sem videla, tisti del, To je upam, zdaj da jo kot ne bojo še majhen kmalu košček. zmodernizirali. a ne. Tako da najlepša hvala, mi se tebi. seveda kmalu vidimo. Jaz pa šibam lepo v kuhinjo pogledati, kaj dela naš kuhar Miro iz restauracije Via Bona. Lep pozdrav, živijo. Domen tamle še pospravlja malo v Tako. jedilnici, Domen lahko nekaj pospravlja.